Lep pozdrav. A nam lahko poveste, kje smo? Ne, izjavno nočemo. To je izmenjeno, da ni več izjavno, da samo fotografirate. Tudi ne morete povedati, kje se nahajamo? Ja, lahko. Nahajamo se v bivših zapornih celicah nekdanje državne varnosti, službe za državno varnost. Ali morda vemo številko te celice? Ne. Ste bili morda kdaj prej tukaj, pred današnjim dnem? Ja, seveda, ko smo te prostore ogledali in jih pravzaprav identificirali kot bivše zaporniške celice. Danes je javnost dobila vpogled v te temnice, o katerih ste tudi vi že včeraj na tiskovni konferenci govorili, pa vas prosila za en kratek komentar oziroma odgovor na vprašanje, ali morda veste, kdaj so bile te temnice nazadnje uporabljene in kaj vse se njih dogajalo? Teh odgovorov še nimamo. To bo pač zgodovinska stroka tista, ki bo poiskala odgovore na ta vprašanja. Po mojem, da je bolj, da pogledate na kameri, da boste videli, tukaj vidim jaz tarče. Ja. Kaj delajo tarče, mislite, v eni taki celici? Kje? To so odpadki. Ja, mislim, tarče, ki so... Ne, to je služilo kot skladišče. Te celice so služile kot skladišče. Se pravi, prestreljene tarče so v bistvu smeti? Ja, smeti, seveda. Jaz bi imel tudi vprašanje na to tematiko, ker sem bil ravno kar prihajamo tam. V teh temnicah oziroma teh celicah smo novinarji lahko posneli tudi tarče, ki so prestreljene, lahko smo videli določene vizitke nekih podjetnikov, ki izhajajo po telefonskih številkah in naslovih iz leta pred letom 92 verjetno. Kdaj mislite, da bi lahko javnost zvedela, kdo je bil nazadnje tam zaprt oziroma zasliševan, oziroma ali ste morda najdli morda sled na to knjigo oziroma dnevnik obiska gostov v narekovajih, rečem temu? Zaenkrat nam ti podatki še niso prezentni, bomo videli, če bo to mogoče ugotoviti. Več vam ne moram povedati. Kdaj ste pa vi bili v teh celicah kot član oziroma vodja komisije vladne za... Jaz v teh celicah še nisem bil. Jih nisem videl. Včeraj ste zagotovil, da ste si tudi vi to lokacijo ogledal? Ne, ja, od zunaj, ja. Od zunaj? Od zunaj, ja. V celicah pa ne. Povedali pa so mi, da ni elektrike in da je tema in sem rekel, da dokler ne bo to primerno osvetljeno, se pač tam ne bom sprehajal. Celice so čistili pred par dnevi, so očistili vse stvari, ki so bile več ali manj notri, ja. Postavili na nek način te strup za podgane, ker je bilo verjetno zelo veliko tega teh živali v tem zaprtem prostoru. Nobenih drugih dokazov ni, da bi se ta prostor po letu 90 uporabljal za celice oziroma da bi na nek način služili kot celice, ker so bili notr so stvari, ki so na nek način izgleda kot bilo neko skladišče. Ne, pa Bog ne daj, da bi se uporabljali po letu 90. Ne. Se pravi, so se lahko uporabljali pred letom 80, tudi ni izključeno to. Se pravi, ne po letu 80, ampak ker včeraj smo razumeli novinarji na vaši tiskovni konferenciji po seji vlade, da naj bi se morda te celice uporabljale tudi do leta 90. No, tako tega pa gotovo nisem rekel. Teoretično bi bilo sicer to možno, ne? Vendar to so bili, gledajte, to so bili predvsem zapori Ozne. In mi vemo, da je bila Ozna aktivna predvsem po vojni. Potem se je pa preimenovala v službo državne varnosti. Piša ovdje. Ajde, čakajte. Sem čutil 20 minut za to, da nisem nič naredil. Kaj se zamudaš? Ne, nisem zamudil, prvo nisem bil. Ne, živo. Sprav, te celice bojo zdaj v bistvu muzej. Ja, ne vem, kaj bojo. Ali nameravate te celice urediti kot muzej? To bo povedala
zgodovinska stroka. Vlada je pač zadolžila ministrstvo za kulturo, da v tem pogledu stori, ker je potrebno vse včerajšnji sklep vlade dovolj jasen. Da se te cenice najprej ohranijo, da ne bi prišlo do nekega proizvedovanja ali uporabe druge namene, recimo za kotlovnice ali za shrambe ali za karkoli, ne. In da ne se trajno zaščitijo kot zgodovinski spomenik nacionalnega pomena. Mislim, da ste mu vse povedali. A vi ste pa upravnica? Skoraj. Skoraj? Kaj to pomeni? To si rekla. Dobro, ima smo ključ zdaj od tega tukaj? Ne se hrani v recepciji. Se pravi, v bistvu ima vsak vratar pod zgoraj na recepciji dostop do vse noter? Kako pa določate, kdo lahko? Dajmo zaključiti zadevo, no, ker dajmo zaključiti nepočasno tole zadevo. Zelo, to se je odkrilo. To treba tukaj izvedeti. Ni teh informacij še. Še malo sem prihodil. Zapornik, zdaj si zapornik. Se pravi, vi niste bili nikoli pred tem zdaj ugledom, ko ste bili, ne vem, teden nazaj ali daj, ne vem, koliko pač. Niste bili nikoli pred, tam, ne vem, 92 ali pa 90. Ne. Še zadnje vprašanje glede te teme. Ključ za te prostore se nahaja pri vratarju na vhodu na Beethovnovo 3. Kako lahko zagotovite, da se ta ključ ne bo prenašal tudi do nepreoblaščenih ljudi, ki bi morda lahko na nek način prišli v te prostore nenadzorovano, ker kamer, kot smo danes videli, ni? Ja, to gotovo ni vprašanje, ki je naslovljeno na pravo osebo, ne. Sam s tem nimam nič, ne. To je prostor Ministrstva za notranje zadeve. Imate, gospod minister, vse kakšne neuradne podatke, ki jih do zdaj morda neka zgodovinska komisija še ni potrdila, kaj naj bi se tam dogajalo, kaj bolj konkretnega? Ali ste vi samo za te celice slišali in to je vse? Najprej imate še kaj v rokah? Te celice je odkrila posebna skupina, ki je bila ustanovljena, v kateri je bil direktor Arhiva Slovenije, v kateri so bili tudi predstavniki zgodovinske stroke in tudi predstavniki sektorja za popravo krivic in narodno spravo za Ministrstvo za pravosodje in seveda predstavniki Ministrstva za notranje zadeve. Med 3. in 5. letos, ja. Ampak, se počujem, še sem nekaj bi se navezal na to, kar je za minister rekel in sicer. Vi ste rekli, da ste dobili kot vodja komisije za Sovo in sicer glede teh arhivov oziroma urejevanja arhivov, dobili informacijo, da naj bi se v teh celicah nahajal del arhiva. Potem ste včeraj rekli, da ste to predbrskali, morda bi ravno, kot ste rekel prej, osebno ne, ampak nekdo iz komisije, se pravi, kdo je brskal po teh prostorih, da je dobil te neke arhivske dokumente? Ta komisija, včerajšnje sporočilo z javnosti to vse. Vsej dokument ni zaupan, a ga nimate? Včeraj ste rekli, da ni več zaupan in da ga imamo lahko na internetu, to vse vem. Ja, ampak vi kot šef komisije niste sploh bili niti na vhodu v Beethovnovo 3. Ja, sej, glejte, na eni strani se del tiska se vznemirja, zakaj hodimo na določene objekte, zdaj se pa vznemirite, zakaj sam nisem bil na teh objektih in na teh ogledih. Zato, ker so imeli pazite, to so objekti Ministrstva za notranje zadeve in v tem dokumentu, ki ste ga morda videli, upam, da ste ga videli, izrecno piše, da se je to storilo na podlagi izrecnega pooblastila ministra za notranje zadeve. Minister je določil, ta skupina je šla z njegovim pooblastilom in je to opravila. Ministru ni treba vtakniti nosa v vsako luknjo. To se strinjam, ampak vi ste iz te komisije v bistvu zadolženi na nek način za ta arhivska gradiva, ki so se tudi nahajala verjetno tam in v bistvu kot ta komisija, ki jo zdaj vodite, se pravi spet ste kot minister Erjavec, on je v komisiji ni šel na Sovo, niti enkrat ni obiskal, pa ste vseeno rekli, da potem, ko sprejemate sklepe, je on zraven in sodeluje in sprejema tudi on sklepe.
Se pravi, vi ste zdaj na nek način včeraj neke sklepe sprejeli, vi kot šef te komisije pa niste bili v teh prostorih in tudi nimate pojma, kako se vam zgleda. Nobenega razloga nimam, da ne bi dvomil v strokovnost omenjene komisije, v kateri je bil tudi direktor Arhiva Slovenije.